AMZS idealna linija o dveh dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu, ki sta bili v Osu na Nizozemskem in Loketu na Češkem. S svetovnim prvenstvom so začeli tudi najboljši vozniki Speedwaya, med katerimi je tudi Matej Žagar. Dvakrat so se pomerili v Pragi. V AMZS centru varne vožnje na Vranskem je bila na sporedu tretja dirka sezone za točke državnega prvenstva v kartingu. V AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi na enem od motošportnih dnevov za otroke mladi nadebudneži navdušeni. Os na jugu Nizozemske je gostil četrto dirko sezone za točke svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Gajser je v razredu MXGP branil rdečo številko najboljšega. Bom rekel, da skupno sem zadovoljen. Tekma je bila kar težka, proga je bila nova za vse. Že na štartu se je uspel izogniti gneči, nato pa je vse skozi vozil z glavo. Prvi vožnji sem kar po pameti odpeljal na tretje mesto. Ciljno črto je prvi prečkal Jeffrey Herlings, kljub temu, da je praktično celo vožnjo odpeljal z zlomljeno levo lopatico po tem padcu Iva Monticellija. Gajserju se je štart druge vožnje bolj posrečil kot v prvo. Nekaj časa je vozil tretji, potem pa je imel obilo dela pri lovljenju prvega Jorgeja Prada, ki se ni in ni predajal. Se mučil zapravljati sem skoraj celo tekmo, tako da mi je pobralo ogromno energije. Na koncu me je Toni prehital, malo sem razočaran glede tega, ampak skupno prvo mesto, tako da moram biti vesel. Antonio Cairoli je dobil drugo vožnjo. Toda na zmagovalnem odru je na najvišji stopnici vseeno ponosno stal Tim Gajser. Jan Pancar si dirke v Osu v razredu MX2 verjetno ne bo vtisnil globoko v spomin. V prvi vožnji je nekaj časa vozil na 17. mestu, potem pa padel in zapravil vse možnosti za uvrstitev med dobitnike točk svetovnega prvenstva. V cilj je pripeljal na 25. mestu. V drugo je štartal pogumno, nato pa mu je žal zatajila tehnika. Odpovedal je motor in sredi prvega kroga je bilo zanj konec tekmovanja. Zmage na dirki se je sicer veselil Jago Gerc. Belgijec je prepričljivo dobil obe vožnji in je zasluženo stal na najvišji stopnički na zmagovalnem odru. Češki Loket je postregel s peto dirko sezone za točke svetovnega prvenstva. Prehod z mehke na trdo podlago je ustrezal našemu Timu Gajserju, ki se je v prvo vožnjo podal s 5. časom kvalifikacij. Začel je dobro in po tretjem mestu na prvi merilni točki je prvi krog končal na drugem mestu. Nato je vse skozi vozil za vodilnim Jorgejem Pradom, vendar mladi Španec se ni pustil ugnati in Gajser je v cilj pripeljal drugi. V drugo vožnjo se je Gajser znova podal zelo dobro. Prvo merilno mesto je prepeljal peti in se je kazalo, da se mu obeta nova vrhunska uvrstitev. A v petem krogu je nepričakovano padel na mestu, kjer tega nihče ni pričakoval. Moral je celo v bokse in se nato povsem iz ozadja vendarle prebil do 15. mesta. Z njim je zadržal rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku. 11 točk za Gajserjem je izkušeni Italijan Antonio Cairoli, tokrat drugi na dirki. Zmagovalec Loketa, Španec Jorge Prado, pa za Gajserjem zaostaja 17 točk. Jan Pancar je v razredu MX2 v kvalifikacijah postavil 16. čas, kar je bil lep obet za obe vožnji. A prve ni začel najbolje. Na prvo merilno mesto je pripeljal šele 26. Vseeno se ni predal in je do konca iz sebe in motorja iztisnil vse, kar je lahko, ter se je v cilj pripeljal 20., kar je pomenilo novo točko v točkovanju za svetovno prvenstvo. Prvi je bil Mattia Guadagnini. V drugo vožnjo se je Pancar podal bolj odločno in pogumno. Na prvem merilnem mestu je bil celo 8., a priložnost za lepo uvrstitev je zapravil. V drugem krogu je storil napako, zaradi katere je zdrsnil daleč nazaj in se ni zmogel več prebiti med dobitnike točk svetovnega prvenstva. V cilj je pripeljal 22., na dirki pa mu je pripadlo 26. mesto. Zmage pa se je veselil Italijan Mattia Guadagnini.
Svetovnim prvenstvom so začeli tudi najboljši vozniki Speedwaya. Uvodni preizkušnji sta bili v Pragi. Na obeh pa je z licenco AMZS vozil tudi Matej Žagar. Na prvi je zasedel 11. mesto, zmagal pa je Poljak Mačej Janovski. Drugo dirko na stadionu Marketa so organizatorji v soboto zvečer prekinili zaradi dežja in jo izvedli v nedeljo v času kosila. Našemu Mateju Žagarju se ni iztekla po željah, saj jo je končal na 12. mestu. Zmago je tokrat odnesel Rus Artem Laguta. V AMZS centru varne vožnje na Vranskem je bila na sporedu tretja dirka sezone za točke državnega prvenstva v kartingu. Voznice in vozniki so se merili v 6 različnih kategorijah, na progi, ki jo sicer ne morejo velikokrat preizkusiti. It's a very nice track. It's something different than most tracks because it's high speed. Ni na razpolago za treninge, se pravi, vozniki se morajo dejansko v teh 3 dneh, ko so tukaj, prilagoditi razmeram, prilagoditi progi. Kot layout, kot oblika je ful zanimiva, ker so močni vzponi, če je vzpon, mora biti tudi klanec navzdol, torej spusti in zanimivi turnanti. So it's good fun. I mean, you go uphill, downhill, high speeds, chicane, so it's very nice to be here. Vroče in soparno vreme je vsakemu po svoje povzročalo preglavice. Težave pa niso bile povezane samo z vročino. Zdaj počne šasi, je enostavno okvir ni zavil in je šlo samo ravno ven v travo. To se je pol ponovilo tudi v drugi dirki in tudi v tretji dirki. Zato se Sara Markučič tokrat ni vmešala v boj za prva 3 mesta v kategoriji KZ2. Zmago si je privozil Jan Ternjak-Harc pred Karimom Greblom, tretji pa je bil Max Mlakar. Pred zadnjo dirko smo ugotovili, da imamo počeno šasijo, tako da mislim, da je šlo dobro. Pri najmlajših v kategoriji Mikromax je največ pokazal Nik Brecelj. Še najbolj se mu je približal Angel Frančeškin. Na 3. mestu na zmagovalnih stopničkah pa je tokrat stal Jure Levar. V razredu Minimax je bil prvi Aleksandar Bogunović, ki je vnovčil bogate mednarodne izkušnje. Drugo mesto si je privozil David Planko, na 3. pa je pristal Luka Simonič. Razred Max Junior je bil v znamenju Nika Tropca, ki je dobil vse 3 vožnje dneva. Taj Kovačič je z 2 drugima in 1 tretjim mestom na zmagovalnem odru stal stopničko nižje. 3. mesto pa je pripadlo Taju Šilerju. V mednarodnih karting bitkah prekaljeni Maj Sadar je bil suveren v razredu Max Senior. Miha Ažman na 2. mestu mu ni bil kos. 3. mesta pa se je veselila Kaja Kralj. Steza na Vranskem omogoča relativno visoke hitrosti, zato lahko že majhna napaka na progi vodi v hude težave. Vsaka dirka je zanimiva na svoj način. Nekje se malo več dogaja, nekje malo manj, ko je proga zaprta. Težje prihiteti in zato se lahko zgodi več nesreč. Ta se je k sreči brez posledic pripetila v razredu DD2, v katerem je vnovič suvereno zmagal Ksende Ruve. This weekend we had the perfect setup. Also starting from pole here helps a lot because it's quite tight first corners. Ksende Ruve je vseeno pohvalil tudi tekmece. We fight close to each other, we have respect for each other, so sometimes when you're on a home track or some track suits you better than another. So this weekend it was my weekend. Deruvaju sta na zmagovalnem odru družbo delala Primož Matelič na 2. in Anže Dovjak na 3. mestu. Za nami je en uspešen vikend z veliko tekmovalci, pa na srečo z lepim vremenom. 4. in hkrati zadnja dirka za državno prvenstvo Slovenije v kartingu bo sredi septembra v AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi. AMZS center kartinga in motošporta v Slovenji vasi je bil prizorišče enega od motošportnih dnevov za otroke. Avtomoto zveza Slovenije že več let organizira te motošportne dneve.
Razlika je v tem, da v preteklih letih smo izvajali samo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, letos pa s pomočjo Mednarodne motociklistične zveze FIM in podjetja Akrapovič smo razširili izvedbo tako v AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi in na Poligon Gas v Vrtojbi. S tem smo sedaj pokrili 3 regije, želja pa je, da bi se razširili tudi v ostale predele Slovenije. Mi tukaj ne proizvajamo ali pa ne novačimo prav tekmovalcev, ampak spoznavamo otroke z motorizmom. Ker če dalje več je tudi motorizma na cestah, mi probamo gledati tiste prve korake. Zelo mi je všeč na motnem športu. Ja, mi je zelo všeč. Da jih naučimo, da se vedno treba obleči, da je treba upoštevati druge, eno kulturo vožnje, ki pač fali. In do zdaj nismo imeli takih stvari, zdaj par let z AMZS-em že sodelujemo in delamo naprimer naprej temu začetku, da smo prve korake v motorizmu. Otroci so radovedni in imajo včasih svoje predstave o tem, kaj jih čaka. S čim se boste vozili? S kakšnim motorjem? Mini motor, kaj še? Z avtom pa ne. Imajo možnost spoznati panoge trial, mini moto, karting in motocross. In dosedanje izkušnje kažejo, da so otroci res navdušeni. Nekateri od njih so pa tudi že vstopili v svet tekmovalnega motošporta in upam, da bo takih otrok v prihodnje še več. Vsaka od panog ima svoje lastnosti, vsem pa je skupna skrb za varnost. Brez česa se ne smemo usesti. Čelade, rokavice, očala. Čelada je zelo pomembna stvar v vseh teh panogah, ki se te danes ukvarjajo z njo in prosim, da izbogate trenerje, da se pravilno zapena in da se uporablja ta stvar. In da kamni vam preletijo v oči ali pa kakšne dušice ali kaj takega, to je zaščita vašega obraza. Če se enkrat nauči enih osnov, enih maner, ni problem potem tudi na cesti z motorjem se voziti. Ker niso vsi divjaki na cestah. Zaradi par posameznikov nas naprimer karakterizirajo kot divjake. Pa nismo, tudi mi uživamo v vožnji, v različnih vožnjah z motorjem in take osnove je treba naučiti otroke že od začetka. To je gas, probi gas. Zdaj zabremzaj, zdaj pa gas zdaj. Spustiš gas. Koliko bo motor izstajala, se bo motor začel naprej premikati. Zdaj čist do konca gas je lahko nevarno, če gre bolj. Najprej jim pokažemo osnove zaščitne opreme, kako se motor prižge, kje je gas, kje so bremze, jim razložimo vse, bom rekel, teoretično. Pol imajo pa možnost tudi, da se preizkusijo na motorju. Namen motošportnih dni je povsem jasen. Da otrokom omogočimo spoznati svet motošporta na način, ki je za starše relativno ugoden, kajti ni nobene investicije v nakup opreme. Vse, kar je potrebno za samo izvedbo, se pravi motorje, karting, zaščitno opremo, čelade, komolčnike, kolenčnike, kombinezone, otroci dobijo tule. Otrokom ni nič težko, čeprav morajo včasih malce počakati, da pridejo na vrsto. Na trialu je ful pomembno, da ne stopimo dol, da moramo imeti ful ravnotežja, ne moramo se usesti. Pa pri trialu je v bistvu pomembno, da premagujemo tiste ovire, ko se nam postavljamo. Probi speljati, da bo se malo pelil, pokoš pa imel malo brzine, boš pa dal še drugo nogo zraven gr pa ostal, hvala? Ok. To je, bravo. Ko stisne na bremzo, gas spustiva, prav? Ok, jaz mislim, da stavimo malo pred tabo, propeleš do mene in zabremzaš. Prav? Si pripravljen? No pa da vidimo. Bremzo, pa štuki, pa gas tukaj. Kar gremo tukaj zdaj. Moramo paziti na ovinke, pa da prvi krog moramo še iti bolj počasi, bolj pa vedno bolj gas. Evo, zdaj bolj počasi daš gas. Kar bolj počasi pravi, ali? Kje je bremza?
za rempe, tak, ki se jo. Lej, to je gas, bremza, Prvič sem vozila minimoto in ful je zabavno. Zdaj, ko si se nameril, imej obe nogi dol, bolj pa speleš, jih dej pa gor, ne jih predajati gor. Šele ko se začneš premikati, šele takrat jih nekaj. Ok? To je prvi se zaradi tega. Pa bolj naprej se pomakne. Teka, evo, tek približno stoji material. Opirate, da te to potegne, da te potisne. Tole je boljš. Namaj zavi levo, desno. Kjera je bremza, kjera gas, veš? Mislim, da je gas ta bremza. Tako, rdeča je zavora, zelena je gas. Moram reči, da kar vsi zelo hitro pogruntajo in na koncu že vozijo čisto sami, samostojno. In ne le to, tudi pomagajo en drugemu, ko stvar spoznajo. Ne, vse še ne greš, daj mi malo odprt. Dobar. Si zadovoljen? Po 10 minutah, kolikor imajo približno na voljo, da se peljejo, takoj vidiš, kjer bo full over, pa kjer ga je mogoče malo preveč strah ali pa tako. Ali pa kjer je preveč pogumen, mogoče pa tudi ni v redu. Trk, ki se je pripetil, je bil nedolžen. A otroci tako na lastni izkušnji spoznajo, da se ne sme pretiravati. Vsi športi, ki grejo enkrat pol v ekstreme, so navarni. To je od smučanja, ni v bistvu ali je to motorizem. Pač mi otroke probamo naučiti enih osnovnih stvari. Motošportni dnevi so za otroke od 5. do 8. leta starosti. Omejitev je zato, ker predvsem zaradi kartinga, pač velikost samega kartinga ne omogoča večjim otrokom, da bi ga preizkusili. Če bi pa uporabili močnejši tekmovalni karting, bi bilo pa to malce prenevarno za začetnike na ta način. Povpraševanje je tudi, da bi za večje otroke to omogočili, vendar takim vedno svetujemo, da preizkusijo panogo, za katero so najbolj zainteresirani in lahko dobijo kontakt trenerjev za posamezno motošportno disciplino. Pomembno je, da gredo otroci domov zadovoljni in z novimi prijatelji, ter bogatejši tudi z novimi znanji, ki jih bodo lahko s pridom uporabili tudi v vsakdanjem življenju. Kaj boste rekli? Zdaj? Hvala!